Lepo pozdravljeni. Po duši kmet, po poklicu trgovec, v prostem času gradbenik. To je najkrajši opis tokratnega gosta oddaje Drzni zmagovalci. Z nami je Franc Jager. Gospod Franc Jager, lepo pozdravljeni. Povejmo, vi ste seveda letos bili tudi imenovani kot podjetnik leta, ste pa ustanovitelj trgovske verige pod blagovno znamko Jager. Čestitke. Ja, hvala. Hvala za čestitke, hvala za povabilo. Tako da, svet se vrti, mi se pa z njim. Tudi vrtimo. No, glejte, vaša zgodba je zelo dobro strnjena. Prebrala sem tole knjigo gospe Petre Škarja, Franc Jager, tule jo imava, zgodba najuspešnejšega slovenskega trgovca. Pa se malce sprehodiva po tej knjigi in po tej zgodbi, zato ker zelo veliko pove o vas, pa tudi o naši preteklosti in o naši sedanjosti in stvarnosti. Torej, rekli smo po duši kmet. Vi ste začeli kot kmečki otrok. Zelo mi je všeč začetek te zgodbe, ta pripoved o neki veverici, ki ste jo spustili. Vi ste se zelo radi igrali, pa tudi radi ste imeli starega očeta, ki vas je precej naučil, tudi dela v gozdu, z živalmi. Torej, tu pišete, da je najbolj pomembna svoboda. A to še danes mislite? To je pač. Tudi vse vojne in vse zmage so bile zaradi svobode. In danes imamo, hvalimo Boga, ta generacija svobodo. Vprašanje, če jo dosti cenimo. Je pa to človeka največja prvina, bi lahko rekel. Kaj pa poslovna svoboda? Občutite poslovno svobodo v Sloveniji? Ja, do neke mere. Tu absolutne svobode, koliko jaz vem, ni. Tako da povsod postojijo neke meje. Tako da važno je, da se znaš vključiti v to okolje, v pa ta prostor, kje živiš in kje deluješ. No, seveda ste rekli, da je vaš moto bil vedno, da se dokažete, da se učite, ste tudi perfekcionist, želite, da je vse popolno, da ste dobri in pošteni. Kaj od tega je najpomembnejše v tej vaši poslovni poti? Ja, vse te stvari, ko ste zdaj naštela, so zelo pomembne. Se reče, biti trgovec pa biti pošten. To ne razumejo vsi ljudje. Ampak firma trgovine Jager, Jagros trgovine Jager, ne bi bile takšne in tako uspešne, kot so, če ne bi upoštevali načela tega, da pač blago, ko se dogovoriš, da ga plačaš dobavitelju ali proizvajalcu in da ga prodaš po neki pač tržni ceni, ko so ljudje zadovoljni. Če je potrošnik zadovoljen, to znači, da je bilo do njega ravnano na pošten način. No, velikokrat so vam rekli, ko ste bili otrok, da škoda, da iz tebe ne bo nič. Kakšna spodbuda je bil ta stavek za vas? Ja, to je takrat huda, ko to slišiš, ti se nekam vsede in potem pač potem nastane spodbuda, da se hočeš dokazati. Ker mislim, da v vsakem živem človeku je neka energija in bolj, ko je nekdo pod kuri, po domače povedano, prej pride na dan. No, ampak seveda vi niste želeli biti kmetovalec, čeprav ste po duši ste kmet. Kako je zdaj to? Kako ste potem ušli temu kmetovanju doma? Ja, rasel sem na kmetiji v mladosti, potem sem malo razvijali to kmetijstvo, tudi farmo smo imeli bikov in sinovi so se tu kalili. Ampak jezilo me je to, ker pač kmečki ti proizvodi niso plačani, tvoje delo ni vrednoteno. Tako da me je to vedno na nek način težge in te spodbuja, da moraš nekaj drugo početi, da bo tvoj čas ovrednoten, primerno, da boš lahko ustvaril neki standard za sebe, za družino in ostalo. No in potem ste zelo kmalu odšli v trgovsko šolo.
To so zanimive te dogodivščine, kako ste se vozili z vlakom v Celje, pa niste imeli denarja, pa ste se malce pretihotapili, pa vas je sprevodnik spustil naprej. Malce nam povejte, kakšno je bilo to vaše otroštvo? Ja, vse ste tu veliko povedali. Otroštvo je pač bilo takšno, ko je v tistem času na deželi. Pač smo na deželi živeli, tako da imel si pol ure do vlaka. Iz katerega kraja? To je Laše, to je pri Šmarju pri Jelšah. Ja. Ja. In potem pol ure si mogel imeti gume škorne, ko je slabo vreme, da si se preobudil, da si lahko šel na vlak. In potem sigurno v šolo z vlakom. Težko si ta denar skupaj spravil, da si imel za vozovnico, ker ni bilo nekih štipendij zadost primernih. In potem nazaj, po isti poti. To je bilo tam nekje 60. leta, ne, da veva, o čem midva zdaj govoriva. Tako. Ja, 60. leta je bilo seveda tudi drugače, se tudi sama lahko spomnim, no ne še tako zgodaj, nisem še začela, ampak vendarle, če se kdaj človek peljal brez vozovnice, so pogledali skozi prste. Drži? Ja, no pač, so bili sprevodniki, ko so bili stalni in so se te hitro zapomnili. Enkrat je šlo, drugič pa že ni šlo več, tako da je kar bilo težava. No, potem ste šli pa za vajenca v neko trgovino in ste tam že začeli s predlogi, kako bi bolje prodajali. Recimo, to mi je bilo zelo zanimivo, da ste, seveda, treba je bilo kvas vedno narezati na kocke, po par teh 10 dek ali kakorkoli smo kupovali in vi ste rekli, dajmo to narezati pa zapakiramo. Kaj ste še predlagali? Ja, bil sem pri eni dobri poslovodji, ko je bila sprejemljiva za, nas je bilo več trgovcev, ampak jaz sem bil najmlajši in sem dobil tudi najtežje delo, sem imel takrat vreče, ko si mogel to prelagati pa tak. In to me je vedno vleklo k temu, kako olajšati delo, kako pripraviti, da bo ta čas izkoriščen, da ne bo v priču stranke, da boš ti rezal tisti kvas, pa tehtal moko pa sladkor, da imaš naprej pripravljeno predpakirano, ne? Ja. Kot takrat še ni bilo tako, kot je danes. In stranke so bile vesele. Vaš moto Ja, je... zelo hitreje si postregel, ker takrat je bilo bistveno manj trgovin, pa približno toliko živečih ljudi v krajih kot danes, tako da tudi manj denarja se je vračalo, a kljub temu je bila v sobotah kar gneča. Ampak vi ste potem že zelo hitro kupili svoj prvi avto. Kakšen avto je to bil? Jo, Fičo, ne? Ja. Zastava Fičo. To je bil tako Mercedes takrat. Ja. Ko sem bil star 18 let, sem šel izpit delati takoj. In tudi naslednjo nedeljo potem na Avtosejem v Mariboru kupil Fičo. Ja, no, zanimivo je tudi to, ko pravite, ker ste želeli do svoje kmetije malce zravnati pot, da bi ta Fičo lažje do tja pripeljal in ste seveda pač naročili traktor, bager, ne vem, kdo vam je to zravnal, da ni vsaka inovacija in vsaka pobuda vedno dobrodošla. Ljudje so se potem jezili, ne? Ja, to pač je bilo, da takrat se tudi, še ni bilo traktorja v vasi, se je so bili ti vozovi, ne, na kolesih in se je to vlečna živina bila, ne. Tako da je s to živino so se vozovi krma in žito vozilo in potem, če ti pošodraš to, gramoziraš, jih zboda v noge in potem je bilo malo težave nekaj časa. Nekaj časa. No, zelo zanimivo, seveda to, kar je bistvo za vsakega trgovca, je, da ugotovi, kje so potrebe, kaj si ljudje želijo in omenili ste zdaj ta bistveni artikel, to je bil traktor. Vi ste tudi švercali traktorje, ali kako je bilo to? No ja,
švercali, ravno ne smemo reči. Ja. Mislim, da v knjigi piše šverc. Ja, kupovali in prodajali, se reče. Tako da ja, tudi to, ko sem potem po Petrolu se zaposlil v Hmezodu in potem smo tudi tržili tu traktorje. Ja. IMT pa Fiat Štore, Deutz, to so bili te glavni traktorji takrat. No, pa kakšna stvar je šla pa le v tisti nekdanji Jugoslaviji, SFRJ, ne? Mimo carine kar tako, ne? Ja, no pač, to je spet posebna pot. Kakšna kava, banane. Ja, to je bila največja težava, da si imel ti otroke, familijo, ko bi radi jedli banane, pa si imel denar, pač toliko pa nisi mogel kupiti. Ja. Je bilo treba iti v Avstrijo ali pa v Italijo. Zato dobiš spodbudo, da je treba nekaj v Sloveniji narediti. Ja, no, saj to so prišle potem tudi te spodbude in ideje, da bi vi naredili trgovino, ki bi bila zelo podobna neki avstrijski, včasih rečemo zadružni trgovini, ne? Jih je kar nekaj, no, hodili ste v Pliberk in tam ste videli, kakšno trgovino ste tam videli. Ja, to je mešana, temu se reče trgovina z mešanim blagom. To se reče, da imaš živila, tehnično to tudi stvari za vrt in kmetijstvo in posebej vdelek tekstila. Tako da lahko ker kmet je vedno vezan na čas, racionalen, ne, da ta prebivalec tega vasi lahko ali pa manjšega kraja lahko več stvari kupi na enem mestu, da ne rabi hoditi v mesto. No, sej to je še danes ideja teh trgovin, ne? Ja, po tem sistemu smo tudi izbirali lokacije, gradili in tudi, ko je bila kriza, ko je bila ta epidemija in to, se je to pokazalo zelo dobro, da imajo ljudje čim bliže svojega kraja ponudbo za potrošnjo. No, koliko je danes teh trgovin? Torej, zdaj, če greva na konec te vaše zgodbe, vi ste potem lastništvo v trgovini razdelili svojim 3 sinovom, ki smo jih videli. In v bistvu je tako, da takrat je bilo ob izstopu 650 zaposlenih in 41 trgovin, zdaj danes jih je pa, mogoče zadnji podatek boste vi povedali, 44 trgovin, 800 zaposlenih ali še kakšna dodatna zdaj zrastla? Ja, ta podatek drži, ko ste povedali, zdaj se tudi gradi, ker vsako leto se nekaj, ampak zdaj to širitev se je malo umirila, ker se dela centralno skladišče v Hočah pri Mariboru, tako da bo tudi lažja logistika, ker sedanje logistični center v Mestinju je že prezaseden in je ta širitev tudi bila otežena. Torej, zdaj ste omenili te Hoče pri Mariboru, to je bila ideja enega od sinov, ne vaša, ne? Kako ste usklajevali to odločanje? Vi ste želeli nekje drugje, on nekje drugje. Kakšna je ta dinamika v družinskih podjetjih? Ja, to je pač treba na nek način dati ideje skupaj, ne? Potem pa usklajevanje, ne? Poslušanje, tehtanje, ne? Jaz sem vedno racionalen, rekel, kje je lokacija ceneja, ampak važno je pa danes prevlada bolj logistika, da je blizu avtoceste in potem je prav, da je tak, tudi če je malo dražje. Tudi otroci, mladina prinesejo kakšne nove ideje, ne? Ja, sigurno, ampak to so že zreli fantje. Zdaj pa že zreli, ja. Bili, tako da jaz sem poslušal, zaključek sem vedno potegnil sam. Potem pa, ko daš v program si, da nekega dne bo treba to zapustiti in predati in potem moraš lepo počasi popuščati. To je to prenos družinskih podjetij na naslednike, no tole so sinovi, ne? Ta je najstarejši, on je Aleš oziroma Aleš, vi rečete, Miha in Boštjan. Miha je pa najmlajši. Ja. No, ampak zdaj v tej knjigi je omenjeno, vi ste naredili neko družinsko ustavo,
in ste tudi razdelili deleže, ki niso bili enaki za vse. Torej, zdaj, kako to utemeljujete? Vi ste v bistvu dali vse, potem kasneje z leti, potem pa pišete v knjigi, da vam je žal, da niste obdržali vsaj 1%. No, zdaj je to vprašanje. Ne? To je vprašanje, zdaj tudi na tem kongresu podjetnikov je bilo veliko v teh družinskih podjetjih in kako predati podjetje nasledniku. Prvi se moramo zahvaliti in biti hvaležni, da bomo komu predati, ne? Ker to ne uspe vsakemu podjetniku, da imaš ti v družini svoje otroke, sinove ali pa ali hčere, da želijo, da grejo v tvoj posel, da želijo to delati, potem, da znajo, da vladajo, se morajo izobraževati v to smer in potem pride trenutek predaje, ne. Ampak tu ni veliko prakse, ne, jaz sem kar nekaj čital, to se je izobraževal, koliko se je dalo, kako narediti najbolje, ne. Ampak to, ko ste rekli 1%, ker stara kmečka beseda je bila vedno ti meni luč, jaz tebi ključ. To je za kmete vedno, mislim, v tradiciji veljalo in do neke mere še danes velja. Ko enkrat predaš, ko enkrat dodaš ali prodaš, ni več tvoja. Tako da, ampak podjetje, ne, ko si ga ti ustanovil od začetka, od same temeljev pa do neke točke predaje, to je 30-letna tradicija in zgodovina in to se ti nekje vtke v tvoje tkivo in to je kot tvoj otrok. In zdaj, ko grem jaz po trgovini Jager, bilo kateri, ko sem gradil, se mi takoj suče, rola film, kako je bilo pri sami gradnji in tako naprej. In to ne moreš izklopiti. V tem smislu je pač to rečeno, tako da zato sem pa napisal knjigo, da bo pač vsaj tu nekaj ostalo zapisanega. No, seveda zelo zanimivo je to, ko pravite, kako ste vključili, seveda eno zelo lepo področje in poglavje je o vaši ženi, prvi ženi Mariji, zelo lepa zgodba, kako sta se srečala, kako je njen oče bil zahteven in tako naprej, kako ste potem gradili hišo. Ampak tisto, kar je zelo lepo, je, kako sta vidva te 3 sinove vzgajala, da so že od samega začetka delali v trgovini, delali na kmetiji in celo, ko ste odpirali trgovino Jager, prvo, takrat se je še imenovala, mislim, da Kristal, da so sami pisali prospekte, plakate. Povejte nam malce, kako so bili te družinski začetki zanimivi, težki. Ja, mislim, da so bili, bi rekel, niso bili lahki, ne. Vprašanje je zdaj, kaj je težko, pa kaj je manj težko ali lahko. Tako da otroci so sledili, ne, ker so videli starše, očeta in mamo, da delata ta posel z veseljem, važno je z veseljem, da ni nobene prisile, da ko grejo v šolo, pa ko pridejo domov, imajo hrano in tudi jih čaka delo. Tako da jaz sem verjel, da nekje pričino, ne, delo osvaja, ne, pa tudi zamara. Tako da koliko delati, pa koliko imeti počitka. Tudi smo mi do neke mere skrbeli za počitek, ker smo ohranili zdravje, ne, ker je najbolj pomembno. Tudi prva žena je za svoje leta razmeroma še dobro izgleda in jaz sem se tudi toliko ohranil, tako da to je pomembno. Ne samo delo, da pač je tudi sprostitev. No, to, kar je zelo lepo v tej knjigi, je, da ste zelo odkriti, ne. To je prav to vaše geslo, tudi odkritost, poštenost. Govorite potem tudi o drugi partnerki, s katero niste poročeni, s prvo ženo ste se razšli. Pa povejte, na koncu nekje piše, da vam še ni uspelo, da bi tudi s to gospo, drugo partnerko, imate 2 hčerki, da bi vseh 5 otrok zbrali skupaj. Ste se zdaj že sestali skupaj na kakšnem rojstnem dnevu? Ja, letos po mojem rojstnem dnevu smo bili na eni destinaciji
tako da smo bili skupaj, ne, tudi vnuki vsi, sinovi, žene in vnuki so prišli. Bili smo v eni skupni, bili rekli, prostorov, ne, da bi pa ne vem kak sožitje čutili, še pa ni bilo videti. No, seveda, to je kar zahtevna situacija. Namreč prva žena je delala v vaši trgovini ravno tako kot vi in je rastla z njo, ne? In je v bistvu to zanimivo vprašanje, kako v tem družinskem poslu na nek način napraviš potem neko distanco med poslom in med čustvenim delom in zasebnim življenjem, če začneš na novo, ne? Kako ste to uspeli? Ja, pač, to je, jaz verjamem, da pač je vse v glavi, ne, ampak v vzgoji, ker pač je vzgoja takšna, da moški mora imeti eno partnerko in če ni to prišlo naprej in da če greš, prestopiš v nekem obdobju, da je to greh, kar je napačno po mojej strani, videnje, ampak to je vzgoja in okolje. Tako da jaz sem vedno prišel do tega, da jaz imam vse ljudi rad, in prve in druge, in to ženske težko razumete. Ampak zdaj nekaj je narobe v tej vzgoji in tradiciji, ker je toliko teh skupnosti in zakonov gre narazen, ne. Tako da na tem področju bo sigurno določene spremembe treba narediti pri sami vzgoji, v samem začetku, da pač jaz želim vsem ljudem dobro, sem prišel do tega spoznanja in se želim pogovarjati s vsakim, če se želi z menoj. In to je bistvo, jaz mislim. No, v tej svoji poslovni poti ste že seveda omenili tudi Petrol, kjer ste bili zaposleni, preden ste naredili svojo trgovino. In tam je to zanimiva misel, pa me zanima, kakšna je ta vaša primerjava, če jo naredite, med tem, in večkrat se pojavi v knjigi, med tem socialističnim razmišljanjem, da smo vsi enaki, da vsem enako pripada. Recimo, ko ste gradili hišo, so vam sosedje pomagali, ko ste gradili prvo trgovino, ne, je že mogoče bila nevoščljivost ali pa se že štrleli. Ko ste želeli višjo plačo v Petrolu, spet, a ne, pa ste imeli vi mogoče kdaj boljši avto kot šef, pa spet je bila neka nevoščljivost. Ali pa potem, ko ste z več malih trgovin skupaj začeli nabavljati, pa ste seveda, ker ste vi več prodali od vsega tega nabavljenega, vi imeli večji izkupiček in je bilo to spet narobe. Povejte nam, kakšna je ta mentaliteta med Slovenci? Ja, to je, kot ste opisali, navšljivost, ne. In tudi ta kapitalizem je zelo kratki čas v Sloveniji in okolje se še ni tako grupiralo, če pogledate v družbah, ko imajo daljši čas tega kapitalizma, so malo prostorsko razčlenjeni in razdeljeni in tam je običajno, ne, to so bili delavci, pa to je vodilna struktura. Tu pa v Sloveniji pač zrasteš z istega okolja, v istem okolju živiš in malo izstopiš ven iz tega okolja in se vidi, ne. Počasi se to malo spreminja, ampak egoizem pa še vedno deluje. No, ampak je pa zanimivo, da smo te velike tuje trgovine z lahkoto spustili v Slovenijo, ne? Majhni trgovci pa propadajo. Kako vi gledate na to? Ja, pač tu je politika. Žal politiki zelo malo kjer se spoznajo na gospodarstvo, pa da bi bili zavedni Slovenci, ne? Če Slovenijo gledamo, koliko so naši predniki dali iz svojega življenja za ta jezik, vsi naši Prešerni, da bi se slovensko govorilo in čudež je, Slovenija je takšna mala država, pa ima svoj jezik, kot druge večje države nimajo svojega jezika. In tu je to, da bi pri samem lastninjenju je bilo pa ogromno napak se zgodilo,
ker tisto, če smo rekli, da je to družbena lastnina, ko je nekoč bila, ni bilo vse slabo. Ne? Napaka je bila to, da si imel denar, pa nisi mogel kupiti blaga, tržno se niso vnašali. Ogromno stvari se je pa planiralo, ko se danes zelo malo planira, in tudi ogromno se je v socializmu zgradilo, če pogledamo v 30-40 letih, ko se zdaj v 30 letih v Sloveniji bistveno manj. Tako da, ker je se planiralo z neke točke, zdaj se pa posamično, in tudi država ima malo moči, ker nima imetja. Ja, in še to, kar ima razprodaja, ne? Tu je glavna žalost, ker se tega ni zavedal. Katera politika vam v Sloveniji najbolj ustreza? Imate kakšno svojo politično stranko? Se vem, da je to tako osebno vprašanje, pa vendarle, lahko malce naredite kakšno razliko med temi, ki nam vladajo? Ja, jaz sem celi bi rekel, življenje, mislim, kak postojijo stranke pri SDS, stranki, tako da, mislim, bil sem tudi že v izvršilnem odboru pri gospodi Janši. Nisem moral, ne, ampak sem moral biti v glavnem več brez besed, kot je govoriti. Zakaj? Zato pa pač, ker je pa tak način dela. Tako da svojo misel ali pa težko uveljaviš. Tako da mislim, da je pa podobno pri drugih. Tako da moram reči, kak je druge, ker nisem bil. Tako da suma sumarum podpiram stranko SDS, če glih to ni, bi rekel, reklama, ampak nikdar mi pa nič ni koristilo, nisem nikdar od politike, ni od države iskal do mene bonitete, nisem dobil in tudi ne morem pa reči, da ko je zdaj druga vlada, da je kaj škodila podjetju. Tudi to, ker nismo šli v ekstreme. V ekstreme kakšne? Kdaj bi bila škoda? Ja, če bi se neki hotel ven dajati preko mere. Tako da moraš se naučiti poslušati, to je najbolj važno. A veste, tu se vidi ta vaša trgovska žilica, ne? Ker dobro, po duši ste kmet, ne? In mogoče večina ljudi je, mogoče kmetov zaupajo in tako naprej, ampak trgovci pa najbrž nismo v Sloveniji. Kaj vi mislite? Ja, pač, veliko je dobrih, ne? Ampak da bi znali voditi podjetnikov ni bilo, ne, ker jih pač ni bilo prej, ne, in ni bilo ne tudi izobraževanje. Jaz sem hodil recimo ob delo, organizacijo dela, pa se spomnim, tam smo imeli debelo knjigo za preštudirati, pa sem jaz to čital, pa je bilo potrebno iti na izpit, potem pa ta profesor je pa razlagal čist nekaj druga. Potem pa sem ga vprašal, sem gospod profesor, samo v knjigi pa to malo drugače piše, kot ste zdaj vi nam razlagali. Ja, je rekel, a veš, to sem jaz pred 5 leti napisal, zdaj se je že svet spremenil v tem času. In tu je problem našega celega izobraževalnega sistema. Danes umetna inteligenca in te zadeve. In v izobraževalnih, v osnovni šoli in naprej, srednje ali fakultete, še vedno učijo po nekem starem sistemu, ne pa te osnovne stvari, življenjske stvari, emocije, čutenje, ne, da. In če bi imeli to zavednost do Slovenije, bi bilo še lepše, če glih je že zdaj lepo v Sloveniji. Torej, čutenje do domovine, do družine, tega vi ne skrivate, do posla čutenje. Mora biti podjetnik tak čuteč, mora biti zagret za stvar. To je bistvo, ne? Medsebojnih odnosi ne morejo biti, če smo mrtvi kot računalniki. No, ko govorite o medsebojnih odnosih, je zanimivo, da v knjigi piše, seveda je to pomembno, da so tudi zaposleni zadovoljni, ampak vendarle je pa bil nekdo nekoč, pa mogoče še kdaj kdo, ki vam je pa tudi kradel. Kako pa je bilo to? Ja, to je pač, to je bilo zelo težko za mene, ne? Ja. In sem bolj nekje prečetal, da pač med takšno maso, ne, je se vedno najde neki izmetek. In pri ljudeh, v naravi in povsod, če to pogledamo, nič ni 100%.
Ne? Vedno je nekaj odklon bi lahko rekli. Ampak kako se je to zgodilo vam, gospod Jager? Vi ste perfekcionist, imeli vse preštudirano, vse na svojem mestu. Kako niste ugotovili tega? Jaz sem mogel to vedeti. Prvo mora se zgoditi zgoditek, potem pa dobiš. Ja. Ugotoviš, kje je napaka. No, zanimivo je tudi, recimo, ko ste še bili vpeti v firmo, v delo firme, tudi mogoče kdaj to nesoglasje, vi pa sinovi, vzeli bi tega v službo, pa drugega, pa bi tega drugega. Kako vi gledate na psihološke teste? Ste to uporabljali? Ste prakticirali to? Ja, nekaj smo, tudi za tak, bi rekel, nekega profesora imeli, pa sem malo poskušal, če bi bilo, mislim, če sem jaz na pravi poti pri izboru, pa sem ugotovil, da če imaš ti nek čutenje, do ljudi, do soljudi, da je boljši od vseh testov. Enostavno, oceniš. Mogoče ste samo tega enega ocenili narobe, ki vam je kradel, ali kako? Ja, no, pa to pa ne da, to se pa ne da videti. Pogledate v oči in? In vidiš, kak nasmešek je. No, zdaj, če se vrneva še v tisti prejšnji sistem, tisti jugoslovanski, ne, bom spet rekla to grozno besedo švercanje, ne, vendar ste švercali traktorje, pa vas je Udba potem zasliševala. Kakšna je bila ta vaša izkušnja z Udbo? No ja, ni glih čist točen podatek. Policija, ali kaj? Ampak v glavnem, tam se je šlo za vrstni red. Mi smo imeli vrstni red pri prodaji, ker ni bilo, tudi zdaj, če neki, recimo zdaj pri avtih moraš naročiti naprej in tako naprej, večji red. Takrat so bili to začetki trženja, bi lahko rekli, še v Jugoslaviji, ne. In bi bilo treba držati vrstni red, plačil in iz dobave, in pač mogoče se nisem držal, pa je bilo videnje, da nekaj ni, in so me prijavili potem, da pač in je bila raziskava in tudi šlo se je za napitnino, da pač tisti, ko krši vrstni red, da je pač moral nekaj sofinansirati. Podkupiti, ne? Pa ste kdaj podkupovali uradnike? Ne, nikoli. Ne, to ni dovoljeno, še vedno ni. Ampak v glavnem, in potem se je vse preverilo, vse računi in inventura in vse je bilo v redu in na koncu še bil višek, tako da ni bilo nobenega vzroka za neki pregon. In letos smo bili dol v Novem Sadu, ko so tam razlagali, kako je to podkupovanje tradicionalno. Tam dol so dobili eno to fakulteto za bogoslovce in je ta razlagal, koliko časa so to pripravljali v času Marije Terezije in koliko vagonov vina, ker tam vinsko področje, koliko vagonov vina so mogli v Avstriji pripeljati, da so dobili tisto dovoljenje, da so lahko dobili to fakulteto. Tako da je to že kar tradicionalna stvar in ne smemo biti preveč alergični na te zadeve. Ja, no, zanimivo poglavje je tudi obisk davčne inšpektorice pri vas, ko ste seveda že odprli eno trgovino pa drugo, in je prišla z davkarije inšpektorica in je bila zelo prijazna. Ja, se pravim, ker inšpektori nekoč, ko je bil SDK, še takrat so bili hkrati tudi svetovalci. In ta gospa je rekla, zdaj, dragi fan, zdaj boš mogel mesec dni sedeti čas za mene in to bo veliko izobraževanje. Pa sem rekel, joj, pa mesec dni pa malo dolgo, pa koliko dni boste pa hodili k meni? Ja, najmanj 3 dni na teden. In takrat boš za mene sedel, da vidiš, kaj se dogaja, ko je prav, pa kaj je narobe. In ja, veliko sem se naučil, pa nazadnje tudi ni bilo nič narobe. Ona vam je malce celo uredila knjige, ne? Ja, svetovala, ne. Naučila? Ja, tako se dela, pa tako se ne dela. Pa če ne boš takoj popravil, bo kazen. Zadnji kazen, ne. Ampak potem je prišla pa še ena inšpektorica, ta je bila pa hujša, ne? Ja, vedno se najde, ne, ja,
Ja, ko sem si kupil avto, enkrat nov avto, ne, pa je bila tam, pa je gledala, pa je bila neka stvar, ko bi že zastaralo, nekaj je bilo narobe v teh knjigah in bi že zastaralo, je rekla, veš, zdaj sem pa pohitela, pa še ni. Sem rekel, kaj se pohitela? Se je končala, ne, ko je že 3 mesece tam noter premetavala te papiri. Sem rekel, ste končala? Fajn. Ne, še ni fertik, samo zdaj bom predhodno zapisnik napisala. Ne, pa je šla, tam smo imeli na parking, sem imel sicer novo laguno, kaj je to, ne, v tistem času, pa nekaj je belalo, ne. In je rekla, ja, zdaj tole boš plačal kazen, ne, bomo nadaljevali. Ker drugače bi pa zastaralo, pravi, smogla pohiteti, drugače bi zastaralo. Sem rekel, pa pusti malo. Ni bilo nič. Nema milosti kot davka. No, ampak to, zdaj, ko menjate zastaranje, je bila še ena zgodba, ko je eden od vaših sinov v bistvu kupil švicarske franke, misleč, da bo nekako privarčeval, profitiral pri teh šticungi ali pa pač rasti tečaja, ne? Ampak se je potem zadeva pa obrnila, ne? In ste praktično imeli kar veliko za plačevati zaradi tega tečaja. To je šlo najbrž za kredit, ali kaj je bilo to? Ja, to so zdaj neki skladi, ne, in finančne naložbe in te zadeve se iti moraš razumeti. Moraš razumeti, ne, tako da, če nisi v tem poslu, to je bila neka šola, ko je bilo treba plačati, da se nismo potem več igrali s tem. Če ravno je po trgovini je problem v nekem trenutku, ko ti se dobro prodaja blago, dobiš denar na žiroračun, ko še blaga ni treba plačati in dosti primerov je, da ti na žiroračunu stoji neki denar, ko pa ti nekdo pride ponuditi neki finančni projekt, inštrument, da bi lahko kaj zaslužil in te lahko hitro potegne. Ampak tako da... Da bi v tem... Vsako šolo je treba plačati. Ja, da bi v tem času, ko vi že dobite denar, vam pa še ni treba plačati, to je 1 mesec, 14 dni, delali iz tega denarja še nek dobiček, nekaj obresti. No, neki dodaten denar, ampak to je ogromno znanja treba in sreče. Ne vem, če je samo znanje, je tudi verjetno sreča. Ja, no, ampak tudi ne, šola, ko pravite, ne nazadnje bi tudi vi, ker ste takrat še bili odgovorna oseba za finance, lahko v banki povedali, da pač je to kupila oseba, to se pravi vaš sin, ki sploh ni bil odgovoren za to področje, pa bi uspeli preklicati to pogodbo. To je bila še ena šola, ne? Ja, tudi bi rekel, na napakah se tudi učimo, ko sem že rekel, lahko marsikaj storiš in lahko tudi kaj slabega, lahko volja pade, ker v končni fazi, če se reče, sinu pade volja do neke stvari, če je razočaran, lahko reče hvala, tako da moraš tudi znati popustiti, kdaj je tisti trenutek. Torej, vi praktično ste rastli bolj ali manj brez bančnih kreditov, ne? Bi to svetovali vsakemu podjetniku? Ja, se reče rast, zdrava rast na svojih temeljih, ne? Zdaj, če vzameš kredit, seveda, če imaš večje naložbe, moraš pač dobro znati preračunati svoj poslovni model, ko imaš, in da boš lahko to odplačal, da ne bo nekega dne v riziku, ni dobro iti, ker potem pač slabo spiš. Ali slovenske banke podpirajo podjetnike v zadostni meri? No, takrat pred krizo so mogoče vsiljevale neke kredite. Kako je s tem? So predragi? No, se pravi, poznate odvisno inflacije, ko je bila ta močna inflacija pred letom nazaj, so obresti zrasle, Libor je zrastel, predtem so bile obresti skoraj nič, smešno, denar ne bi vreden nič, tako da se sredi malo, to so taki triki,
triki velikih bank, slovenskih bank žal nimamo več, ne. In to so taki triki, da prvo spustiš niško, da ribice primejo, potem pa dvigneš, pa kasiraš, ne. Tako da, zdaj pa, če ta proizvod ali pa ta dejavnost storitev prenese, je okej, ne. Pride pa lahko tudi se obrne trend. Ja, tako so mnoge te firme propadle, ker so imeli notranji odkup, direktorji so želeli z dragimi krediti to kupiti, seveda pa podjetje to ni preneslo, ker ni bilo toliko prodaje, ne. Poznamo znane primere. V bistvu smo naredili kar veliko napako v tej tranziciji. Kaj rečete vi? Ja, ni bilo znanja, ni bilo, bi rekel, inštitucije, ne. Tu bi mogla država, če razumemo, da imamo državo, Slovenija je tako mala, kot je neko srednje veliko mesto v svetu, in bi lahko imeli res te, in mi imamo, bi rekel, učene ljudi, ko so od zunaj delali, ko poznajo sisteme, bi rekel, finančne in podjetništva, ko bi bilo treba narediti neke ekipo, ko bi pač ljudem svetovala, ne. Ko je bil Bajuk, ne, takrat je tudi naredil krah, če gli smo mu zaupali, ne, ko smo rekli, da je bil na banki pa tako dalje, ampak isto je, bi rekel, zavedel toliko in toliko ljudi. Tako da, komu verjeti, to je največja umetnost, ne. Zato ne verjameš sam sebi, če ne si vzel kredita, nisi dolžen, to je najbolj ziher. Tako je. No, pa greva še na ta tretji del vašega prostega časa in vaše prostočasne dejavnosti, to je pa gradbeništvo, ne. Piše v knjigi, da nekega dne, bili ste že kar v letih, ne, ste se usedli na avion prvič v življenju in odpeljali v Brazilijo k neki gospej z istim imenom, kot ga imam sama, Vidi Vidmar, ki je zdaj že pokojna ta gospa. Torej, kdo vas je nagovoril, da ste šli na to njeno plantažo, kaj ste tam videli, kaj se je tam dogajalo? Ja, nagovoril me ni, bi rekel, noben, ne, ker jaz pač, ko nekaj ne veš, pa nekaj počakaš neka čustva in ti pač neki dan pride neka misel, ne, in prišla, da zdaj sem pa že toliko časa, nisem imel nikoli več kot 10 dni na dopustu, sem rekel, zdaj pa grem za mesec dni, ker imam dosti tega, sem imel težki projekt in sem rekel, pred računalnikom grem v Brazilijo, evo. In se je takoj odprla destinacija Vida, Ilios, Brazilija, ne, šel kupiti karte in sem šel tja, tako da, in potem me je zelo zanimalo ta njihov način življenja in mentalitet je pač malo bolj mehek, zato je to. Latino. Ja, je za človeka, bi rekel, dobrodene. No in potem, kasneje, da skrajšava, vi ste tudi tam kupili neko posestvo, pa te imate razne naložbe, Murter, imate hotel. Malce nam povejte o tej svoji gradbeniški zgodbi. Ja, gradbeno praktično vse trgovine Jager smo gradili v lastni režiji, se reče, mi smo firma Jagros, trgovine Jager, ima registrirano gradbeno dejavnost in vse in tu smo se sproti učili in prodajali, bi rekel, tudi svoje materijale, vedno novejše, keramika in ostale stvari, da si sledil trendu in času, ne. In tu se pač tega naučiš in potem, ko si šel v pokoj, pač ti to ostane, ker nekaj moraš početi. Sicer sem si malo veliko delal na redu, ne, ampak Bog pomagaj. Dobro, kje imate zdaj vse te svoje nepremičnine? Brazilija še? Brazilijo zaključujem. Ja, kaj to pomeni? Boste prodali ali? Ja, na nek način. Potem, ja, Murter hotel, to je tam na plaži, lokacija, ne, vse lokacije sem v glavnem izbral dobro, ne, in tudi tam je odlična lokacija, ampak je tam neki sosedski odnosi, pa te zadeve zemljiške niso bile urejene, tako da sem si kupil težko in veliko delo. Pa obnovo naredil, pa ni še vse dokončano. Tako da,
žal, največji problem je danes z temi dovoljenji, gradbeni dovoljenji in sosedi, ne. Ker sosedi danes je lastnina zakon, ne, in ko ti prideš, bi rekel, z nekega drugega okolja, pričakujejo seveda ta ima denar in zdaj oni vsi čakajo, kako bojo kaj iztržili. A v Braziliji tudi je bilo V tudi? Braziliji je to lažje, tam ni problema. Tam je enostaven sistem, ne moreš prej kupiti, ko dobiš geodeta, geodet gre, preveri vse mere na terenu, ko da te podatke na sodišče, potem pa lahko ti narediš pogodbo. Tako da ima enostavno, tudi gradbeno dovoljenje dobiš na dva papirja za eno hiško, pregledajo in je v roku kratkem času dobiš dovoljenje. Tako da je bolj enostavno, bi rekel, za človeka prijetno. Ja, ampak povejte nam za Brazilijo, smo slišali tudi, da je tudi gospod Mirko Tuš tam, ali občasno ali stalno. Ste vi srečali koga od Slovencev tam? Ja, kar nekaj jih je. Kar nekaj jih je, to bil je tudi ta Drago Orankar, ko je iz Laškega. Tuš je na drugem koncu gor, on je imel nesrečo v Braziliji, tako da ne more reči, da je srečna Brazilija za njega, ko se je poškodoval, pa še ne, na vozičku. Tako da, pač, nekdo si izbere neko destinacijo in če ti je ugodna, pač greš tja, da se spočiješ. No, ampak vi se niste odločili, da bi tam ostali, ne? Kakšno je bilo najdaljše obdobje, ko ste bili tam? Leto, pol leta, en mesec, kako je bilo? Ne, največ 2 meseca, slabo 2 meseca. Ker, mislim, da, ne vem, z katerim se pogovarjam, sem rekel za mene, ker imam tam pri Šentjurju tudi eno kmetijo, in ko grem gor, ptički pojejo, pa imaš tam solato, ko imaš vrt, pa vse imaš, se mi zdi, da ne vem, kje bi lahko lepše najdel. Ja, pa še koz niste mogli imeti v Braziliji, ne? Berem, koze so bile tudi problem. Ja, no, ker pač ljudi tam naučiti delati, ne? Ti delajo tisto, kar pač, ne? Kar se jim reče, ne? No, kaj samoiniciativno. Običajno, ne, tisto, kar je, ne. Nekaj novega je pa drug način, je pa malo težje, ne. Pa vse tudi, bi moral biti zraven, ne, vedno pri vseh zadevah, če kaj začneš na novo, moraš biti prisoten, si pa lahko samo na enem mestu naenkrat. Težko je imeti firmo v Braziliji, ne? Se strinjate? Ja. Sigurno, ne gre to nadaljavo. No, zdaj, ko sva že veliko omenjala vaše 3 sinove, povejva še za hčerki, to sta Barbara in Klara, ki jo imate s to drugo partnerico, Stanko. Torej, oni dve sta pa bolj gradbeniško usmerjeni. Ena je arhitektka, druga je gradbena inženirka. Ja, Barbara, ja, že stara 26 let, arhitekt. Ta druga je pa 20, pa sicer srednjo gradbeno naredila, pa zdaj je na fakulteti v Ljubljani, tako da še študira. Tako da, ja, tu si jih malo niso bile toliko spremljale v tej novi dejavnosti, tako da bo kar, bi rekel, imajo pogoje za drugo firmo, da bi se vključile, pa do zdaj pravijo, da sem prezahteven, da še bojo raje malo počakali. V drugo firmo. Dekleta so drugačna, ne? Niso tako kot fantje, ali kako? Ja, ne vem, če so drugačne ali ne. Večji občutek moraš imeti, da jih lahko vpelješ. Lejte, bili ste podjetnik leta. Kaj bi svetovali slovenskim podjetnikom, takim na začetku, takim, ki so v srednjih letih, pa mogoče že razmišljajo o predaji posla? Kaj bi jim svetovali? Ja, podjetništvo je pač posel, ne. Če živiš s tem poslom, ti je lahko lepo. Smisel dela je, da se imaš dobro. Tako da to je prvo in če se imaš dobro in da imaš partnerko, ko ti sledi in potem bojo tudi sledili otroci, več verjetnosti je, ne, ampak zdaj mi reče ta starejša hčera, veš, a ti zdaj so drugi časi. Ja, so drugi časi, ampak svet se pa kljub temu vrti podobno, ne.
podobno. Tako da bo treba še delati. Tako da lepo je delati tisto, ko rad delaš, in če rad delaš, rezultati pridejo za tem, da si zmeren in da si v svojem poslu razmeroma srečen. To je največ vredno. Kako bi želeli, da si vas ljudje zapomnijo? Pač takšnega, kot sem, nič posebnega. Torej, z eno besedo, Tak, kdor kupuje pri Jagru, dobi vse na enem mestu, ali kako? Pa ja, če si zadovoljen, kupuj Piagro. Bodite razmeroma kritični. S tem bova naredila piko, gospod Franc Jagar. Najlepša hvala za vaš obisk v tej oddaji Drzni zmagovalci. Hvala. Hvala vsem in lep pozdrav. Ja, hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.